Ki ste jo nedolgo nazaj slišali na melodijah Morja in sonca z njeno skladbo Valovim. In pa je tudi del novega filma Barbie, to je Alja Eloisi. Živjo! Živjo! Dejansko se je zdaj začelo na polno o tem govoriti, da je Slovenka v filmu Barbie. Ja. Čeprav te pa ne bomo videli. Ja. Kako se to zdaj zanovito, tako skrivnostno, kaj se dogaja? Ja, bomo več povedala, ne? Ja, že zdaj ali malo počakava še? Dejva zdaj zavrteti dve, Okay. Dragons pa Joel Corey, Polva pa To pa izdava skrivnost. Vse, kako in kaj, kako je do tega prišlo, komad bomo slišali, ni da ni. Tako da ostanite. To zdajle. Zdajle malo. 6 minut. Z mano je zdaj v studiu Alja Eloisi, ženska, ki je, bomo prišli tudi do skladbe, ni da ni, ampak del filma Barbie, ki je zdaj v bistvu včeraj prišel, oziroma ta teden prišel v kine. Alja, kako je prišlo do tega, kakšna je tvoja vloga, kaj se dogaja? Ja, kako je prišlo do tega? Ne, najprej kaj povem, kaj sem tam. Pri filmu Barbie sem delala kot stand-in igralka za eno izmed glavnih igralk Sharon Rooney. Stand-in igralec je verjetno malo nepoznan termin tukaj v Sloveniji. To pomeni, to je v bistvu igralec, ki prevzame nadomestno vlogo glavnega igralca, ko snemalna ekipa postavlja luči, kamere, zvok in vse te zadeve. Mora si stand-in zapomniti čisto vse njihova gibanja si mora zapomniti, njihove prve točke, začetne točke si zapomniti, vse vaje igralcev, prej potem to ponoviti, ko se igralci rihtajo. Ti si še ful naporno. Ja, mislim, zna biti zelo naporno, ampak če si prav zastaviš, lahko ful uživaš v temu. Ja. Res pa zahteva veliko potrpežljivosti, veliko zbranosti, pa profesionalnega odnosa do celotne ekipe, do vseh, ki so okrog. Kako je pa do tega prišlo? Prišlo je pa do tega tako, da sem bila jaz lani junija slučajno, pa očitno ne slučajno, delovno v Londonu. Ja. Namreč že ene par let delovno delujem med Slovenijo, Londonom pa Moskvo. In takrat je prišel en ta mail, kot eden izmed mnogih preko enega izmed mojih agentov v Londonu. Ali si frej za te pa te dni, za to pa to snemanje, za to pa to vlogo, za ta pa ta projekt. Najprej daš vedno, ok, sem frej. Pol ti čakaš par dni in velikokrat se zgodi, da pač te ne vzame, tudi ne glede na to, da si ti frej ali da nisi frej. Ja, In potem je prišel mail, da so me pač vzeli. wow. Tako da to sem bila ful prijetno presenečena, ker London je res velik trg in v mojem poklicu je žal tam vedno več zavrnitev kot pa potrditev samih. Tako da potem od tam naprej pa sem samo prejemala še razne maile z dodatnimi informacijami, z snemalnimi dnevi, kdaj, kako, kam iti. Ampak kaj ti gre po glavi, ko prideš tako v res tako mašino, ki pride z Hollywooda, igralci, kakor so Margot Robbie, Ryan Gosling in tako naprej, in ti si del tega. Je res en neopisljiv občutek, sploh ko vstajaš vsako jutro ob 5 zjutraj in si tako že malo kot en zombi tam na snemanju, pa se ti pa še vse to okrog dogaja, pa vidiš tam Ryana Goslinga, kako pride oblečen kak Ken, z blond lasmi, si tako, bok, jaz zdaj vidim Ryana Goslinga prvič v živo. Ti si videla, kako bo izgledal in Ja, vse, plus ja. da ga vidiš že tako, wow, ne? Tako da res je nek ta crash moment, se mi zdi, da smo vsi tam doživeli malo ta crash moment, Ryan Gosling, blond. Sam hudo, dobro so ga naredili. A se lahko recimo z njimi pogovarjaš, pa imaš kakšen stik ali imaš prav prepovedano, ne, njih puste primer, to je to? Če oni začnejo, moraš se ful držati tega profesionalnega odnosa, ker valjda, če bi tle tako res eno napako si dovoliš, pa te lahko naslednji dan že ni več na snemanju. Ne govorim, da je tako ful pritiska, ampak vsak je tam da opravi svojo službo, za katero je bil v bistvu zaposlen za ta projekt. In neke pač norme morajo biti pač izpolnjene. No, Je bilo pa... Ja, mi je rad.
tako da nisem jaz začela pogovora. Z Margot Robbie smo se pogovarjali in še z ostalimi igralkami tam okrog avta v sceni. Namreč enkrat se je zgodilo, da Sharon Rooney, za katero sem bila stand-in igralka, je morala predhodno domov in jaz tam že čakam, a ne, tako vse igralke so že prišle, že stojijo okrog mene za to sceno, da jo bomo posneli. Jaz pa čakam Sharon, a ne, pač da pride, da se zamenjava, a ne, ker tako pač je za stand-in, ti pač čakaš, da tvoj igralec pride, do takrat moraš pa biti ves čas tam, karkoli ti ekipa naredi, moraš narediti ali ponoviti njihovo besedilo, tako da jaz sem vsak dan tudi dobila scenarij za tisti dan, tako da sem tudi to mogla naučiti, ker nikoli ne veš, kaj se bo tebe pričakovalo. V glavnem, jaz tam čakam, tako Margot tam vse, tako že mal awkward moment, jaz tako, čakaj, kaj se zdaj dogaja, pač kje je Sharon, a ne. Pač ti pa, valjda moraš biti, ti pač opravljaš delo, za katerega si bil tam zaposlen. Jaz sem bila zaposlena kot stand-in, kar pomeni, da ne morem tam začeti kar, čau, kako si, ali neki, lejte to, pač, moraš se znati profesionalno vedeti, tako bom rekla. Ja, in pa pride asistentka režine, reče, Sharon je mogla iti prej domov neki, tako da bom jaz zdajle, bo Alja bila zdaj na mesto nje, zato ker njene scene so že posneli od blizu, mogli so pa še posneti ostale igralke in to se je zgodilo kar parkrat. In pol je bilo pa ful sproščeno, res ful so bile vse prijateljske do mene, na začetku so se mi vsi predstavili, rokovali, Greta, Margo, in pol je bilo čisto tako, a boš pol tudi ti, Alja, zdaj povedala, pa dajmo tako, pa Alja, ti meni pogledaj, jaz tebe nazaj pogledam, tako ful je bilo res sproščeno, pa s ful dobro energijo, pa brez kakršnih koli diva momentov, bom tako rekla, tako da vsi na snemanju so bili tako, vključno z Ryanom, on se tam kar skozi neki heco pa smejo okrog, pa tako ful se je čutila ta Barbie energija, tako da v studiu, ko sem prvič prišla na snemanje, ko sem videla, to so namreč snemali v Warner Bros. Studijih, ko sem prvič videla ta Barbie world, ta svet Barbie, ki so ga ustvarjali, kjer Barbie prebiva. Jaz sem bila tako, moj bog, kako hudo. Kako hudo. Res, wow. Kako je res to fascinantno, ko ustvarjajo čisto en drug svet, tako v eni ogromni sobi, oziroma v eni ogromni dvorani tam nekje v Warner Bros., ki je tako ogromen. Ja, itak. Tako res nepozabna izkušnja, tako da je bilo pa vse pink, ampak takoj začutiš to pink energijo, pa ful se mi, da so bili vsi ves čas dobre volje na snemanju. A si imela za to pink obleko tudi na Melodijah moje sonce? Ne! Ne! Čeprav zdaj lahko to povežemo, ampak ne! Jaz sem pa takoj pomislil, ko sem videl nastop, sem rekel, ziher je mičken. Takrat to sploh še ni ven pršel. Si zato? Ampak jaz nisem nič hintov dajala, to je najbolj smešno. Slučaj. To je tako slučajno zdaj ven pršel. Glede Barbie, ampak nisem pa nikoli razmišljala o tem. Ful dobro. Jaz sem danes takoj trzno sem rekel, kaj je vedela. Ampak vse je povezano dejansko. Vidiš? Vidiš? Bomo zdaj poslušali prav tole skladbo, s katero si se nam predstavila na Melodijah Morja in sonca, potem pa z Aljo Eloisi spet malo poklepetava. Valovim. A ga prvič vrtite na Radio 1? Ja. No, upam, da bo valoval še dolgo na vaših valovih radijskih. Ja, zdaj. Dobro si to povezal pa z MMS-om zdajle. Hudo, ampak res nisem nikoli. Danes, a veš, jaz sem, program sem že narejen, pa tudi danes prišlo, da pa prideš, ne? Ja. In jaz tako, in doma noge na mizo, dajmo pogledati, kaj se dogaja. Kliknem to, nice, super, tu se bomo lahko res pogovarjali, veš, pa kliknem še na stop, ker nisem gledal Melodij Morja sonca, da sem bil na dopustu. Ja. In pogledam, in sem tako, kaj pink je vlek, sem majhno, da to je povezal. Pa pink polna luna je še za mano. Pač vse, veš. Vse je bilo tako not povezano, sem rekel, to je bil mičken, malo bomo podali skrivnostno, šifra. Ampak jaz presežem. Hudo, ne. Ne, pa zanimivo, kako se vse zdaj povezuje, res.
Jaz sem to vedno znala fascinirana, tako nad lifeom. To sam pomeni, da je bilo mišljeno tako. It was meant to be. Tako. Da se zdaj tle sedim. Tudi v nekak pink obleki. Vidiš, vse je mišljeno, vse. Alja Eloisi Valovim na Radio 1 premierno, Alja se je tudi z mano v studiu, s tole skladbo se je predstavila tudi na melodijah Morja in sonca, mi smo se že malce pogovarjala, da je bilo vse zdaj očitno mišljeno, da se tako zgodi, da greš v pinki oblekci na melodije Morja in sonca, da pol pridemo do tega, da si del filma Barbie. Morava pa se dotakniti tega komada Valovim, da si ga napisala v bistvu iz enega, ćemo reči, težkega obdobja. Veš kaj, ja, v bistvu ideja za refren in melodijo mi je prišla, ko sem sedela na boji lansko poletje v morju, na Crvenem vrhu na Hrvaškem. Ja. Tako sem bila malo v mrtvaku, pa sem malo valovala na tisti boji. In meni pride ideja, tako valovim, da svojo srečo dobim, pa če refren mi je prišel. Ja. Jaz ko fuck, Hitro zapisal. shit, to je pa res hudo, se opravičujem za te malo grde besede. Lahko. Jaz ko, hudo, hitro odplavam, hitro si obrišem roke z brisačo, posnamem na telefon. Potem sem pa tako malo postopoma razvijala to pesem in pol se mi je zgodil ta prelom s končanim razmerjem, tako da sem to nekako tudi vključila v to pesem. Tako da, ki v bistvu izhaja iz tazga boleče končanega razmerja in potem ponovno svojeno močjo, splavanje z tokom življenja in kako spet pride do neke osvoboditve in lastne sreče. Tako da zelo je zanimivo, da v bistvu refren je prišel še preden se je ta prelomnica zgodila. Očitno je bilo tudi tako mišljen, ne vem. Lik to zdaj hočem reči. Kdo je koga pustil? O tem pa ne bom govorila na Radio Okay. 1. Jaz bom sam tako rekel, če je on tebe promobot, le kje si zdaj. Ko matka je šel na melodije Morja in sonca Barbie, klinc ga gleda. Tako, če pa obraten, pa tudi klinc ga gleda. V vsakem primeru Klinc ga vse je gleda. tako, kot mora biti. Vse je tako, kot mora biti. Ali kaj te zdaj še čaka, da vidimo, kaj bomo še kaj slišali, še kakšen film, še kaj skladbe, videospoti, kaj bo? Avgusta bo prišel ven videospot za to skladbo Valovim, ki sem jo pa, oziroma spot sem že posnela v Londonu en mesec nazaj, ampak ne na londonskem morju, ker ga London nima, ampak na britanski obali, to je tudi druga zgodba, ko malo moraš paziti, kdaj to morje pride, kdaj ga ni. Tako da spot bo prišel ven, potem pa septembra me čaka ena nova izdaja. To bo pa londonsko sodelovanje s pevcem Romelom Koko, pesem Give Me Your Time, moja prva afrobeat pesem, ki je nastala v sodelovanju s producentom Sony Music Slick Vickom. Tako da zaenkrat to, kar bo pa vmes avgusta, septembra, potem še naslednje mesece, pa se mi zdi, da bo samo eno pametno in sproščeno valovanje s tokom življenja naprej in to sicer v igralskih, glasbenih vodah. Tako da jaz bom sam plavala naprej, se mi zdi, sem imela fajn, pa vmes še kaj novega napisala za Radio 1, da se še... Sam reci zdaj ali pa ne, ker vem, da določenih stvari se pač ne sme povedati. A boš šel kakšnemu takmu svetovnemu filmu, ker je zdaj Barbie? Ja ali ne, sam to rabimo. Ja. Snimal se je že lani. Odlično! Evo, drugega ne bom moril, to je to. Alja Eloisi je bila z nami na Radio 1, hvala, da si prišla. Hvala tebi, hvala vam. Uspešno še naprej, pa hvala. Očitno bomo še dosti slišali. Ja, se vidimo, hvala, čau. Pred pol pa še ena od Alje in sicer prejšnji komad, Dvignem krila. Je. Lahko rečem fajk pa še, to je bilo, ko se toliko sprostiš. Tle pa res ni problem. Ne, res ni problem. A resno? Ne, tu pa res ni težava. Če tako preleti, sploh ni problem. Ker res to kar preleti, a veš? Ja, to je slang. To je slang, to je to. To je normalno.